Dobrodošli v podcastu Unfolding Infinite Storyscapes kulturnega društva Interferencen. Naša današnja gostja je Marija Petre. Gospa Petre je domovino dvakrat zapustila in se preselila v Južno Nemčijo. Nekoč po končani šoli je delala v Nürnbergu, leta pozneje je sledila možu v München, kjer sta ostala kar 10 let. Leta 1981 se je vrnila v Slovenijo in skupaj z možem ustanovila družinsko podjetje, ki na področju postavljanja šotorov uspešno deluje še danes in je aktivno tako na avstrijskem Koroškem kot tudi na Štajerskem. Življenje v tujini je veliko bogastvo, pravi gospa Petre, pri čemer ima v mislih tako življenjske izkušnje kot jezikovno znanje, ki omogoča predvsem osebno rast. Kako se je začela njena podjetniška kariera? Kako so izkušnje s tujino vplivalo v njeno delo? Kaj ji v njenem podjetju pomenijo zeleni cilji? Kje vidi razlike med avstrijskim in slovenskim trgom? Kaj svetuje mlajše generacije? In kakšen je njen osebni recept za uspeh? Prisluhnite zdaj Katarini Vakovnik-Pajnič v pogovoru z Marijo Petre. Danes sem še posebej vesela, da lahko pozdravimo v naši družbi, v našem projektu, gospo Marijo Petre, ki je direktorica družinskega podjetja Petre Šotori Hale d.o.o. sedežem na Vranskem, to je v Sloveniji na Štajerskem, čisto točneje v Savinjski regiji pri Celju. Gospa Petre, vas lahko prosim, da se našim poslušalkam in poslušalcem še malo podrobno predstavite. Lep dober dan iz zelene Savinjske doline. Me veseli, jaz Marija Mira Petre, leto rojstva bom povedala 1951 in delam celih 50 let. Torej 50 let sem zaposlena, od tega vodim firmo Petre že 40 let. V naši lepi Savinjski dolini je lahko biti uspešen, torej posloven, če seveda imaš tiste najbolj znane slovenske dobrine, kot so prijaznost, dobrota, poštenost in pridnost. Se nam lahko še malo podrobneje predstavite? Vaše otroštvo, mladost, izobraževalna pot, kako ste šli skozi vaše življenje iz teh vidikov? To zelo zanimivo, izhajam iz velike kmečke družine, oziroma moj oče je bil sin kmetov, seveda rojena nekaj let po vojni. Časi takrat so bili zelo težki. Če se spomnim, da sem z 10 leti bila v šolo v Žalec, to je kar enih 7-8 kilometrov, ampak ničesar ni bilo hudo. Naredila sem najprej osnovno šolo in potem se vpisala na srednjo administrativno šolo v Celju, kar je bilo za tiste čase že kar podvig in kar uspešno. Ko sem zaključila šolo, to je bilo tam v letih 69-70, je bila v Jugoslaviji kriza in jaz kot radovedna mlada sem imela sorodstvo v Nemčiji, Nürnbergu, in sem tudi že kot čisto mlada šla za nekaj mesecev v Nemčijo. No, na kar sem zelo, zelo hitro bila sporočilo od doma, da lahko pridem v službo v Žalec, in sicer sem že takrat začela delati v branži hmeljarstva in z nekaj mojega znanja nemščine takoj uspela. Ko pa sem se poročila partnerja, ki pa je že takrat živel v Nemčiji. Jaz sem šla po 2 letih tudi jaz v Nemčijo, in sicer v München, ker sva zelo, zelo dobro začela
glede na najmo mentaliteto in prednost delala 10 let. Smo se hoteli vrčati v Slovenijo, so najo iskreno rečeno iz Münchenskega Landratsamta pozvali, da lahko ostanemo in dobila nemško državljanstvo. Ampak mi, da so se vseeno vrnili na doma. Kako pa se je začela vaša podjetniška pot? Kaj vas je pritegnilo k tej samostojnosti na tej poti? No, moram reči, da prvi pobudnik za obrt je bil moj mož Jože Petre, ki je že kot strojni ključavničar, kot učenec razmišljal o tem, da bi imel svojo delavnico. No, in s tem namenom je odšel tudi v Nemčijo, si nabavil stroje za strojno ključavničarstvo in z vsem tem sva se vrnila domov in leta 1981 začela z obrtjo strojno ključavničarstvo. Rekli ste torej kar 10 let živeli v Nemčiji na Bavarskem in se nato vrnili in nadaljevali poslovanje v Sloveniji. Kako pa je vse to vplivalo na vaše poslovno in tudi morda na zasebno življenje v Nemčiji? Se pravi, na vaš način kasnejšega življenja in razmišljanja nasploh v Sloveniji? Jaz si upam trditi, da je bogastvo za kogarkoli, ki se poda za nek čas v tujino, bogastvo oziroma vredno kot en študij. Jaz sem se v Nemčiji naučila stvari, ki so mi prav prišle celo življenje. Torej, v prvi vrsti jezik. Ponosna na nemščino in seveda slovenščino. Nemci pravijo, so viel Sprachen, man spricht, so oft ist man Mensch. To je sigurno samozavest, ki si jo pridobiš lahko z delom v tujini. To je en vidik in tudi firma naša je sigurno zelo, zelo uspešna ali pa bolj uspešna ravno zaradi poznanstva jezika, ker pač tudi mentaliteto. Jaz sem se naučila tudi njihovega načina razmišljanja in dela in vsega, ne. Tako da absolutno priporočam vsem mladim, da poskusijo v tujini, ker se bojo pa zelo hitro vsi vrnili. Poleg življenja v Nemčiji, sedaj že dlje časa, tudi tako se medve poznava, izkušate poslovno udejstvovanje in poslovanje tudi v Avstriji. Tu ste namreč odprli hčerinsko firmo. Zakaj ste se, gospa Petre, odločili tudi za ta posloven korak in kako ste zadovoljni predvsem? Ja, sigurno bližina, radius 200-300 km je za nas zelo zanimiv. Torej, nobenega problema nimamo pri delu, pri prodaji, ravno zaradi tega, ker obvladamo nemščino. Moram pohvaliti, da imamo tudi v firmi nekaj kadra, ki obvlada nemški jezik. In sem zelo ponosna na to. In seveda spet mentaliteta. Moram pa iskreno priznati, ne, jaz tako razmišljam, meni je lahko delati v Avstriji. Imam nobenih težav, nobenih pomislekov. Ravno zaradi tega, ker poznam zgodovino, ker vem, da smo tako rekoč eno. Navdihujete, gospa Petre, in tudi vodite uspešno ekipo z zelenimi cilji poslovanja in to že kar 30 let. Kaj pa so konkretno zeleni cilji v vašem poslovanju in zakaj ste vaš razvoj usmerili vse skozi ravno na ta zeleni način, tako rekoč? Jaz se točno zavedam, kaj pomeni zeleno oziroma čuvati naravo. Meni je ta izraz še boljši in to res poskušam biti vzor vsem že v vsakodnevnem življenju, da pa je tudi v naši branži možno uporabljati materiale, ki so v ponovni uporabi,
je pa tudi velika prednost in poskušamo maksimalno to ponujati. Je pa še vedno seveda vprašljiva cena, ne. Sicer pa vseh drugih ozirih, karkoli je možno, poskušamo čim manj škodovati naravi. Tudi naši produkti, torej naše, zdaj izpostavim šotore ali skladiščne hale, so dejansko neškodljive za naravo. Se v enem dnevu lahko postavijo, podrejo, prestavijo drugam in dejansko ne delajo škode v naravi. In to moram reči, da se tudi pozna in da se tudi kupci tega zavedajo, niso več aktualno, ne vem kakšna moderna steklena stavbe, skladišča, ampak že se stvari poenostavljajo, da ne delajo škode v naravi. Že nekaj let slovite kot eden vodilnih igralcev, tako rekoč, če smem uporabiti ta izraz, na področju prireditvenih in tudi skladiščnih šotorov. Ali so vaši načini poslovanja, gospa Petre, in kakšne je vaše konkretno poslovno vodilo do uspeha, da ste že toliko časa uspešno prisotni na seveda včasih zelo konkurenčnem tržišču? Moram biti iskrena, da vedno znova pridem do zaključka, koli pišem ali sem vprašan, kmečka logika. Pošteno delo, pridnost seveda na vsak način, vztrajnost, trma dobesedno. Pa uspeš. Mladi mislijo, da bojo uspeli z, ne vem, računalnikom, torej z to takšno inteligenco, umetno inteligenco in s tem influencerji čez noč. To ne more biti in to je velika zmeda v teh časih. Ker mladi pa mislijo, da je to res mogoče ali pa kriptovalute. Ni res. Človek mora vztrajati in nekaj ustvarjati, da uspeš. In to se vidi. Če pred 10 leti se jaz ne bi upala, pa tudi ne bi bili vidni rezultati še tako, kot so pa danes. Vztrajnost. Kje pa vidite, gospod Petre, največje razlike med avstrijskim in med slovenskim trgom, oziroma nasploh v načinu poslovanja med obema državama? Tudi v vztrajnosti? Na vsak način. Zelo pomembno je biti vztrajen, iskati partnerje. Moj model poslovanja ali pa prodaje je partnerja najti, da ne bo sam gledal na evro, pa na 100 ali pa 1000 evrov, ampak bo gledal, s kom dela, da dolgoročno dela. Tiste muhe enodnevnice se jih je boljše zogniti. Žal pa je tudi v Avstriji zdaj tako, da so tudi taki poslovneži, ki samo lovijo, ki jim partnerstvo ne pomeni tako veliko. Pomanjkanju delovne sile med mladimi v današnjem času pogosto govori in tudi v kombinaciji s tem, kako si izbirajo pot izobraževanja. Kaj menite, kakšna prihodnost nas čaka na področju zaposlovanja mladih? Jaz tukaj res me skrbi, upam pa, da bo prevladal nek razum, da ne gre brez fizičnega dela. Ne, ker tudi strokovno se to ni samo fizično, strokovno se postavi konkretno pri nas en šotor 20-50 tisoč kvadratov v en dnevu, to je neverjetno uspeh. Zdaj pa kdor to spozna, želi spoznati in mu je to v ponos, kaj je naredil v enem dnevu, ta ostane in temu je užitek. Danes je postavil tak šotor v Gracu, jutri ga bo v Kopru, pojutrišnjem, ne vem, v Švici nekje, gremo celo v Švico zdaj nekaj delati. To jim je izziv, samo priti do tega spoznanja, da je to zelo, zelo uspešno, ne?
in pa veliko delo. Kakšni pa so vaši poslovni izzivi v prihodnje? Podjetje ste namreč prepustili hčerki, ste mi povedali. Kako v prihodnje, gospa Petre? Zaenkrat sem res vesela, pa smo veseli, pa sva vesela z možem, da je hčera to z veseljem sprejela 10 let nazaj. Slišati ni hotela o tem, ne? Kot rečeno, ta branža se ti res priljubi, ne? Kaj pa želite zapustiti svojim zanamcem in kje moramo biti kot družba v prihodnje še posebej previdni? Kaj pravite? Torej, pomembno je pustiti sledi. Jaz mislim, da 50 let delati, 40 let imeti firmo in skrbeti od prvih 2-3 delavcev do danes, poskrbimo tako rekoč z zaposlenimi in podizvajalci, cirka 70 delavcev. Nikoli nismo ostali dolžni niti evra nikomu. Mislim, da je to res veliko, kar lahko v življenju narediš. Gospa Petre, pomembna tematika pri našem projektu so tudi ženske, ki so v središču tega projekta. Kako vidite ženske vloge v poslovnem svetu, ki ste ga imeli v pregledu skozi celotno svoje življenje? Ja, uspešne. Jaz moram reči iskreno, kakorkoli pravih poslovnih žensk poznam, se ne dajo, ne. Smo pa zelo obremenjene, moramo vseeno se razdajati, družine in vse ostalo, in vsaki posebej je začestitati in podpirati, ker resnično je veliko več na nas, če smo tudi v poslovnem svetu. Moram reči, da mi je zelo hudo. Pri svojih letih opazujem ženske, ki pa niso pustile sled, hvala Bogu, otroke, družine, preskrbljene in tako dalje. Samo lahko še marsikaj tudi ženske več. Lahko primerjate, prosim, te položaje v Nemčiji, v Avstriji in v Sloveniji. Ali ste opazili kakšne razlike in kakšne, gospa Petre? Ja, jaz mislim, da smo Slovenke nadpovprečne. V čem? Korajžne. Tu besedno izraz korajža je pravi izraz. Samo vse veste, mi Slovenke smo le malo imamo pečat iz časa socializma, ne. Takrat je vse malo drugače, ne. Drugače pa moram reči, da veliko poslovnih žensk poznam. Jaz imam sorodstvo na Štajerskem, v Judenburgu, tako da tudi po zvezi sorodstva poznam. Mislim, da res smo Slovenke zelo pridne. Gospa Marija, ko pogledate nazaj na svoje življenje, ki smo ga danes malo pobližje lahko spoznali, in na vse ustvarjeno, delovno ste aktivni, torej že pol stoletja, kaj vas navdihuje? Odkot jemljete energijo za svoje delo? Ja, sigurno sodelavci, ne. Jaz imam zelo, zelo rada vse svoje sodelavce in so mi kot otroci. 35 jih je kar tole v firmi, ki jih res dnevno srečujem in poznam. In hvala Bogu, to je zelo, zelo pomembno, da imaš ljudi rad. Seveda uspeh ravno tak, ker se ti začnejo uresničevati sanje. To nikoli prej niti sanjati ne upaš. Se tako dobro spomnim, ko sem si pred, ne vem, da je pa že kar več kot 20 let zapisalo, če bi pa dosegel 1 milijon
takrat so še marke bile, ne? Milijon mark prometa, to bi pa bilo naj. Tako da se in uspeh, ne vem, uspeh je vse, kar pač potem vidiš, kaj si ustvaril in življenja. In se res neverjetno veliko damo. In v prostem času, kako si polnite baterije? Ja, imam srečo, da imam 2 vnuka, sicer 8 in 6 let, 2 fanta, ki že zdaj ta šotore postavljen. Drugo, zelo rada imam vrt, jaz kar naprej nekaj imam še vse kompletno v vrtu doma za svojo uporabo, tako da vrt je moj sprehod. Dobesedno se navžijem vsako jutro. Pa jogo moram priznati, da rada delam, čeprav glih najbolj disciplinirana nisem, ampak zdaj v Zoomu tudi to delamo in zelo pogovarjam. Moža imam rada. Kaj pa si želite v prihodnosti zase, zasebno in nasplošno? Da ostane vse tako, kot je, pa da nas ne bi narava preveč kaznovala. To, kar se je pa zgodilo letos pri nas, to pa je tragedija, to pa je hudo, vse drugo se pa da pozdraviti in urediti. Ko ti pa narava zareže, ko ti pa spremeni dolino, to pa je boleče. Izgleda, da bomo tudi to morali sprejeti. Spoštovana je gospa Marija Mira Petre, najlepša hvala za ta prijeten pogovor. Slišali smo veliko novega, poslovnega in tudi to, kar lahko pričakujemo in kar si želite za v prihodnje. In želim vam veliko uspeha in tudi zasebno sreče, zdravja in obilo navdušenja še vedno naprej v vašem vrtu. Hvala, sem zelo vesela, da smo se spoznali, pa se vidimo v najkrajšem času. Hvala. Slišali ste v okviru podcasta Unfolding Infinite Storyscapes Katarino Vakovnik-Pajnič v pogovoru z Marijo Petre.